Šolski timi načrtujejo in izvajajo pouk tako, da ima vsak posamezni dijak možnost kar najbolje usvojiti znanje ter razviti svoje spretnosti in osebnostne lastnosti. Pri tem izhajamo iz izvedbenega kurikula programa, dijakovih učnih zmožnosti ter tudi njegovih individualnih interesov in potreb. V izobraževalnem programu Frizer izvajajo praktični pouk tako, da v največji možni meri odseva realne situacije, s katerimi se bodo dijaki srečevali pri opravljanju poklica. Danes imam zelo zahtevno barvanje. Sploh ne vem, kako mi bo uspelo. Ne skrbi, saj te bo učiteljica vodila. Jaz imam danes planirano moško striženje. Jaz pa imam opravljene že vse obveznosti in bom danes Nikin model za stopničasto striženje. Dijaki izvajajo naloge različnih zahtevnosti, pred delom pa uskladijo in osvežijo kriterije uspešnosti. V učnem procesu učitelj zagotavlja podporo dijakom za doseganje najvišjih možnih standardov. Podporo prilagaja že usvojenim učnim ciljem, pri tem pa upošteva dijakove zmožnosti, njegove interese in morebitne težave. Dijaki opravljajo različne storitve, in sicer glede na njihovo predznanje in pa že usvojene učne cilje. Najprej skupaj opredelimo kriterije uspešnosti, potem naredijo dijaki vsak posameznik načrt svojega dela, skupaj določimo učne cilje za predvideno storitev in se pogovorimo, katero znanje je potrebno za dosego teh ciljev. Med samim procesom dela zelo spodbujamo medvrstniško sodelovanje in pa predvsem tudi povezovanje praktičnega znanja s teoretičnim. Vsak dijak se najprej pogovori s stranko o njenih željah, analizira lase in lasišče, na ogledalo nariše načrt dela ter ga predstavi stranki in učitelju. Dijak začne z enostavnimi opravili, potem pa na osnovi izkazanega znanja nadaljuje z vedno zahtevnejšimi frizerskimi storitvami. Učitelji ves čas spremljajo napredek posameznih dijakov in jih usmerjajo do jasno opredeljenih ciljev. Poglej z tega zornega kota in mi povej, če kaj opaziš. Zelo dobro pobarvano. Barvo si nanesla bolj enakomerno kot zadnjič. Kako bi načrtovala delo, če bi stranka želela večji volumen? Pri delu dijaki niso prepuščeni sami sebi, temveč se pogosto učijo v skupinah, na sodelovalen način in so drug drugemu vir znanja. Dijaki so nosilci učnega procesa in so aktivno vključeni v vse faze izobraževalnega procesa, od načrtovanja, izvedbe do vrednotenja in izboljšav svojega dela na podlagi povratne informacije učitelja in ostalih dijakov. Dijake vodimo tako, da pridobljeno znanje uporabljamo pri različnih realnih situacijah. Pouk je zasnovan problemsko. Skupaj z dijaki se pogovorimo o željenem cilju in korakih dela. Potem pa je dijak čim bolj samostojen in izvede storitev. Učni proces izvajamo na način, da so dijaki glavni akterji učnega procesa. Zelo spodbujamo njihovo kreativnost, samostojnost, natančnost, doslednost in odgovornost. Všeč mi je, kako me je učiteljica vodila pri mojem delu. Danes sem zelo zadovoljna s svojim delom. Nika je danes odlično izvedla stopničasto striženje. Dijaki so soodgovorni za učni proces in so glavni akterji izobraževalnega procesa. Pouk je problemsko zasnovan, kar spodbuja razvoj mišljenja na višjih ravneh. Učitelji sledijo učnim ciljem in prilagajajo pedagoško delo zmožnostim, interesom in idejam dijakov. Spodbujajo jih, da izbirajo čim bolj zahtevne storitve, ki so zanje strokovni izziv. Ob tem optimalno napredujejo in pogosto dosegajo boljše rezultate, kot so jih sprva načrtovali.